Dober dan, lepo pozdravljeni. Hvala za to priložnost, da lahko danes predstavim zeleno prestolnico Evrope. Mogoče za začetek najprej, kaj pravzaprav ta naziv pomeni, odkot izhaja. Ta iniciativa za pridobitev naziva zelena prestolnica izhaja iz Evropske komisije. Evropska komisija je tista, ki je razpisala to nagrado. Želi pa predvsem nagraditi tista mesta, ki dosegajo visoke okoljske standarde, ki imajo ambiciozne cilje zapisane v svojih strategijah, pa tudi, ki so lahko pravzaprav za zgled drugim evropskim mestom, pa tudi mestom drugod po svetu za svojimi dobrimi praksami. Zdaj, to nagrado smo prejeli že v letu 2014. Zakaj toliko prej? Prav zato, da se lahko na to leto, ko nosimo ta prestižni naziv, na katerega smo zagotovo zelo ponosni vsi, da ga lahko to leto pripravimo. To leto je polno dogodkov, polno nekih aktivnosti, ki jih bom tudi v nadaljevanju omenila, ampak skratka, po letu 2014 smo se zelo intenzivno skupaj z različnimi deležniki pripravljali na to letošnje leto, posebno leto za Ljubljano. Kot vidite iz tega zemljevida, pravzaprav ta nagrada še nima dolge tradicije. Izhaja sicer iz estonskega mesta Tallinn, ko je takratni župan dal iniciativo, da bi se mesta med seboj primerjala po nekih okoljskih indikatorjih, in je potem to iniciativo tudi Evropska komisija prevzela za svojo. No in prvo nagrado, prva zelena prestolnica Evrope je bil švedski Stockholm v letu 2010, nato pa so si sledila mesta, tako kot kaže tale zemljevid. Ljubljana je zelo ponosna, ker je pravzaprav edino mesto v tem delu Evrope, v tem centralnem jugovzhodnem delu Evrope, in tudi naša naloga, naša poglavitna naloga je pravzaprav, da to iniciativo prenašamo tudi na mesta v tem delu Evrope, ki je bil morda do sedaj manj aktivno vključen v neke okoljske trajnostne tokove. Zdaj, kaj je tisto, zaradi česar smo pravzaprav dobili to nagrado? Naj povem, da tako kot je bilo že v uvodu povedano, ne gre zgolj za neke okoljske projekte. Komisija, ki je sestavljena iz različnih predstavnikov, različnih evropskih institucij, iz različnih evropskih držav, ocenjuje mesta po 12 kriterijih, ki zajemajo pravzaprav vsa področja delovanja. Od, kakovosti zraka, kakovosti voda, podzemne vode, površinske, zelene površine, ekoinovacije, zelena delovna mesta, podnebne spremembe, energetika, skratka vsa področja. In potem na koncu je še zagovor pred komisijo in takrat se torej mesto predstavi tudi z vsemi svojimi strategijami, s cilji, s tistim, kar je že opravilo in kar bo opravilo v prihodnjih letih. In na koncu torej je bilo za leto 2016 ta naziv podeljen Ljubljani. Znana je tudi že zelena prestolnica za leto 2017, to je Essen, za leto 2018 pa bo letos junija v Ljubljani. Zdaj, Ljubljana je vso to svojo vizijo začela graditi že v letu 2007, torej za postavitvijo vizije do leta 2025. Takrat za nagrado zelene prestolnice še nismo vedeli, ker pravzaprav takrat niti še ni bil ta mehanizem vzpostavljen, pa smo kljub temu že si nekako določili vse tiste cilje in ukrepe, ki so pravzaprav pripeljali do tega, da smo danes zelena prestolnica Evrope. Že takrat smo rekli, da se bo mesto razvijalo v neko sodobno metropolo, vendar ob upoštevanju zgodovinskih dejstev in pa ob upoštevanju naravne danosti, ohranjanju narave,
da bo mesto strpno, varno, prijazno, predvsem pa smo rekli, da se bomo nenehno z vsako aktivnostjo, z vsakim ukrepom, ki ga izvajamo, predvsem borili za to ali pa zavzemali za to, da bomo povečevali kakovost življenja za meščane, meščanke, pa tudi za tiste, ki pridejo zgolj na delo, na šolanje oziroma za obiskovalce. Kaj so ključna sporočila, ki nam jih je Evropska komisija podala, ko nas je imenovala za zeleno prestolnico? Predvsem je bilo izpostavljeno to, da je Ljubljana mesto, ki je v najkrajšem času naredilo največji preskok v kakovosti življenja. Izpostavljena pa so bila tudi nekatera področja, po katerih se zagotovo lahko uvrščamo ne le v evropski vrh, ampak tudi ko se primerjamo z drugimi mesti po svetu. Prvo takšno področje je zagotovo zelena identiteta mesta. Žal se tukaj bolj slabo vidim. Skratka, pravzaprav je skoraj vse mesto zeleno. Kar 3/4 površine je zelene, imamo 46% površine gozda, ki smo ga zaščitili kot gozd s posebnim namenom, imamo 4 krajinske parke in kar 542 kvadratnih metrov zelenih površin na prebivalca, kar je zagotovo izjemno veliko, ko se primerjamo z drugimi mesti. Pa ne gre zgolj za naravne danosti, ne gre zgolj za tisto, kar bi nekdo lahko rekel, ja, imate srečo, ker je bilo mesto že tako, ko se je začelo razvijati. Gre za to, da smo vse te zelene površine ustrezno zaščitili in preprečili, da bi se površine uničile. Imamo tudi izjemno bogato biodiverziteto, ogromno živalskih in rastlinskih vrst, ki so na rdečih seznamih zaščitenih vrst in podobno. Še ena naloga, katere se vse skozi držimo, je, da želimo prenavljati degradirana območja. Mi smo v zadnjih 3 letih pridobili kar 80 hektarov novih zelenih površin, prav s pomočjo oziroma na predhodno degradiranih območij, od koder je bilo potrebno odstraniti ogromno odpadkov, ogromno nekih nelegalnih objektov, površine, ki so bile preraščene z invazivnimi tujerodnimi rastlinami. No, in na teh površinah so nastali novi prostori, namenjeni meščanom in meščankam. No, tudi tale je en tak zanimiv projekt, ki smo ga razvijali v zadnjih 2 letih z željo povezati mestno središče s krajinskim parkom Ljubljansko barje. Rakova jelša, ki je že od nekdaj veljala za bolj degradirano območje, in dejansko je bilo tukaj stanje izredno slabo, ker pa je to že tudi območje Nature 2000 in krajinskega parka Ljubljansko barje. Seveda tega območja nismo mogli urediti kot nek urbani park, ampak smo ga zelo sonaravno urejali in tako je nastala ena taka zanimiva zelena površina, ki torej povezuje mestno središče z krajinskim parkom. Zdaj, seveda drugo, verjetno celo bolj pomembno področje je celovita prenova mestnega središča. Zagotovo se še spomnite, še nedolgo nazaj, kako so čez Tromostovje mimo mestne hiše vozili avtomobili, avtobusi. No, danes je seveda to območje popolnoma drugačno. Ne gre zgolj za to, da smo zaprli mestno središče za ves motoriziran promet. Gre za to, da smo celovito uredili prostor nabrežine Ljubljanice, preuredili, zgradili 9 novih mostov, na ta način seveda še dodatno spodbudili drugačne oblike premikanja po mestu, kolesarjem prijazno, pešcem prijazno mestno središče in pa kakovosten prostor za preživljanje prostega časa v mestu. Po mestu, kot veste, vozijo zgolj električna vozila, 4 kavalirji, no, od enega meseca nazaj tudi električni vlakec, ki ima posebno traso, ki je namenjena torej tudi turistom za ogled mesta. Skratka, spodbujamo samo nemotorizirane oziroma okolju prijazen način transporta po mestu.
Še posebej ponosni smo na prenovo Slovenske ceste, prenovo prometnega režima. Kot veste, smo ta del prometne ceste preuredili v smislu shared space, se pravi deljenega prostora, kjer imajo enakovreden prostor vozniki avtobusov, kavalirji, pešci, kolesarji. Čez čas bodo po tem delu mesta lahko vozili tudi električni taksiji. Kaj pomeni enakovreden prostor? Torej tukaj ni prometnih znakov, ni običajnega režima prometnega, ampak se nekako z očesnim kontaktom dogovori, kdo bo imel prednost. Seveda šibkejši ima prednost pred denimo voznikom avtobusa. Zelo smo se pravzaprav bali, da bodo na tem delu prihajalo do kakšnih prometnih nesreč, vendar se v tem letu in pol, kar je približno ta sistem vzpostavljen, najprej poskusno, zdaj zares, se ni zgodila pravzaprav nobena nesreča. No, ta del ima pomen tudi zato, s to spremembo prometnega režima, ker smo na ta način povezali čisto ta ožji del mestnega središča z krajinskim parkom Tivoli-Rožnik Šišenskih hrib in tako torej pridobili ta neposreden stik z središčem. Zasadili smo preko 60 dreves, tako da je nastal tudi en tak drevored. In lahko povem, da ima ta preureditev tudi velik učinek na kakovost v smislu okoljskih indikatorjev. Zmanjšali smo hrup in zelo povečali oziroma izboljšali kakovost zraka na tem delu mesta. Kakšen je učinek tega spremenjenega prometnega režima, smo spremljali z merjenjem črnega ogljika in vrednosti črnega ogljika so se izjemno zmanjšale, kar nas je pravzaprav presenetilo, nismo pričakovali takega rezultata. No, žal se res te slike bolj slabo vidijo, ampak tukaj je zelo en tak lep prikaz, kako se vsi udeleženci pač nekako lahko enakovredno uporabljajo ta prostor. Seveda gre za širšo prometno politiko, predvsem je naš cilj torej promet, osebni promet preusmeriti na obrobje oziroma preprečiti, da bi se z osebnim prometom ljudje vozili v mesto. Zato gradimo park and ride sisteme. No, na tej sliki je park and ride barje, ki je bil, slika je torej točno po otvoritvi, zato še ni avtomobilov. Danes je teh avtomobilov tukaj že veliko. Še več pa jih je park and ride na Dolgem mostu, ki je pravzaprav popolnoma zaseden. Tako da postopoma računamo na to, da se bo še več teh sistemov vzpostavilo in da se bo ta sistem uveljavil predvsem med tistimi, ki vsakodnevno pridejo v mesto s svojim vozilom. Seveda dajemo poudarek tudi na elektromobilnosti, zato na vseh teh javnih površinah vzpostavljamo električne polnilnice. Posodabljamo javni potniški promet, predvsem z vozili na metan, tudi celotna mestna uprava, javna podjetja prehajajo na vozila na metan in pa bicikel, ki se je zelo uveljavil v Ljubljani. Ljubljana je namreč izjemno idealno mesto pravzaprav za kolesarjenje, se torej ta bicikel zelo širi in predvsem želimo to mrežo širiti tudi na obrobje, pa do trgovskih središč tam, kamor nas poti bolj pogosto peljejo. No, omenila bi še dve področji, ki sta bili posebej izpostavljeni. Eno je trajnostno ravnanje z odpadki. Ljubljana se že z nekaj let zelo intenzivno ukvarja z ločenim zbiranjem odpadkov in danes beležimo kar 65% ločeno zbiranje, kar je izjemen rezultat. Namreč po deležu ločeno zbranih odpadkov smo prvi v Evropi. In od lanskega leta smo vključeni tudi v tako imenovano sistem Zero Waste mrežo, kar pomeni, da ne dajemo več prednost odlaganju odpadkov, ampak drugim oblikam ravnanja z odpadki. Torej zmanjševanje odpadkov na izvoru, reciklaža, ponovna uporaba. Od lanskega novembra je odprt tudi regionalni center za ravnanje z odpadki, največji okoljski
in kohezijski projekt v Sloveniji. Zakaj je tako pomembno? Ne le to, da pravzaprav ta sistem omogoča reševanje odpadkov za kar 2/3 Slovenije, odpira tudi nova zelena delovna mesta in v tem trenutku imamo 90 novih delovnih mest prav na račun delovanja tega centra, ki je izjemno sodoben in tudi v evropskem merilu v samem vrhu po uporabljeni tehnologiji. Čisto za konec, seveda ne moramo mimo zdrave pitne vode. Ljubljana ima pravzaprav to srečo, da je bogata z vodnimi viri, podzemno vodo, ki je vir pitne vode v Ljubljani, ampak seveda tudi to pomeni, da smo v preteklosti ustrezno ravnali, da smo že desetletja nazaj te vodne vire zaščitili. Imamo vodovarstvena območja pravzaprav po celotnem teritoriju Ljubljane in zato lahko se danes pohvalimo z vodo, ki je popolnoma neoporečna, zdrava, torej takšno vodo, kot jo načrpamo iz podzemne vode, priteče tudi po pipi. Torej ni potrebno nobenega tehnološkega tretiranja, kar je tudi posebnost v Evropi. Zdaj pa mogoče samo še za zaključek nekaj besed o tem letu. To leto je za nas posebno leto. Mi se zavedamo, da zelena prestolnica Evrope ni zgolj dosežek velike Molove družine, ki jo sestavlja mestna uprava, javni zavodi, javna podjetja, ki torej vsakodnevno upravljajo vse aktivnosti, vse tisto, kar torej v mestu poteka, ampak da pravzaprav k temu nazivu, da so prispevali vsi, od nevladnih organizacij, različnih institucij, društev, podjetij, pa tudi pravzaprav vsak meščan in meščanka. In tisto, kar je naša želja, je, da v tem letu vsakdo spozna, da lahko z majhnimi koraki to vizijo zelene prestolnice nadaljujemo tudi v prihodnje, da bo vsakdo našel priložnost v tem letu predstaviti svoje dobre prakse in zato smo tudi to leto na tak način zasnovali. Ljubljana zate je naše geslo, partnerstvo, sodelovanje z različnimi deležniki. Za začetek smo najprej želeli spodbuditi, da bodo to nagrado vsi prepoznali kot svojo nagrado, kot nagrado, kateri prispevajo, so prispevali in bodo prispevali tudi v prihodnje, predvsem člani velike Molove družine, ki šteje preko 12,000 ljudi. In tako smo se odločili, da bo vsakdo zasadil po eno drevo in na ta način simbolično prispeval k zeleni Ljubljani. Ravno 14 dni nazaj smo imeli drugi del akcije in zasadili 6500 dreves po ljubljanskih gozdovih, ki so bili precej poškodovani po zadnjem žledolomu. In na ta način smo nekako naše sodelavce in sodelavke zelo intenzivno vključili v ta proces zelene prestolnice Evrope. Seveda pa se, kot rečeno, zavedamo, da je to nagrada vseh, zato smo pred mestno hišo postavili veliko informacijsko točko zate smo jo poimenovali, kjer se skozi celo leto dogaja vrsto aktivnosti. Mi smo to leto razdelili na 12 osrednjih tem in vsak mesec, ko je pač ena osrednja tema, se na tej točki dogajajo številne aktivnosti, delavnice, predstavljajo se dobre prakse in podobno. Program smo sestavljali zares v sodelovanju z različnimi deležniki in tako je res nastal en tak zanimiv, bogat program, ki je redno objavljen tudi na spletnih straneh, tako da tisti, ki še niste obiskali naše infotočke, dobrodošli, vabljeni, da nas obiščete, pa tudi morda predstavite tisto, kar delate dobrega za naše mesto. Tudi eno tako celostno podobo smo vzpostavili z našo maskoto Floro, Ljubljana, kot rečeno, Ljubljana zate, Ljubljana for you. Povabili k sodelovanju ambasadorje, ravno ta trenutek poteka velika akcija zbiranja bodočih ambasadorjev. Prvo akcijo smo izvedli predvsem v krogu velike Molove družine. Ambasadorji so potem tisti, ki to zavest, ki to poanto zelene prestolnice širijo dalje.
naredili razstavo in enako bomo zdaj storili med meščani, meščankami, vabljeni, da se nam pridružite, da sodelujete v tem natečaju. Imamo spletno stran Zelena Ljubljana, kjer so vse informacije v zvezi z letošnjim letom na voljo, kjer najdete tudi vse o dogodkih, o aktivnostih, ki bodo še sledile, tako da dobrodošli tudi na teh spletnih straneh. Zdaj, rada bi samo za zaključek poudarila, da je ta naziv naredil en velik premik v Ljubljani. Ne zgolj, da nas je pravzaprav spodbudil k temu, k sodelovanju, da je že samo po sebi vsi te ukrepi, ki so bili izvedeni, da so povečali kakovost bivanja, da so naredili mesto še bolj prijazno ljudem, da smo zaradi vseh teh ukrepov pridobili veliko novih zelenih delovnih mest. Mesto je postalo zanimivo tudi v širšem kontekstu. Izjemno se je povečala prepoznavnost v svetu. Naj povem, da še nekaj let nazaj so bila marsikatera vrata zaprta za naše mesto, da smo bili mi tisti, ki smo si želeli priti do določenih mest in iskati, se učiti od njihovih dobrih praks. No, danes je situacija popolnoma drugačna. Izjemno nas je presenetilo dejstvo, da nas pravzaprav kličejo iz celega sveta, Amerike, Južne Amerike, Južne Koreje, Avstralije. Vsi si želijo, nas vabijo na vse konce, da delimo te dobre prakse, da povemo, kaj je tisto, zaradi česar smo zelena prestolnica, kako smo se teh projektov lotili, in nas je to pravzaprav res zelo presenetilo. Kot turistična destinacija je Ljubljana postala izjemno zanimiva, prepoznavna, dobila je tudi nagrado destinacija prihodnosti in še ena velika sprememba se je zgodila, mesto je postalo izjemno zanimivo za tuje investitorje. In pravzaprav na dnevni bazi se srečujemo tudi s temi pobudami. Skratka, verjamem, da je to leto priložnost za vse, ne zgolj za mesto, in da jo velja izkoristiti. Hvala za pozornost.